Far into the night he crooned that tune. The stars went out and so did the moon. The singer stopped playing and went to bed while the weary blues echoed through his head. He slept like a rock or a man that's dead. Timur Banja, zdraven. Danes smo tukaj na študentski elektroniki. V bistvu, računalniki so povzročili to, da lahko dela vsak muziko, ne? Ja. Nekak, ne? Reči se pozna tukaj kvaliteta od, recimo, da imaš pravi studio, pa se spraviš nekaj nareda, pa da nekaj na računalniku narediš. Mislim, vsekakor se pozna sploh, predvsem zaradi tega, ker ni težko priti do tega, do opreme, da začneš ti dejansko proizvajati svojo glasbo. Včasih je bilo, vsi vemo, rabo si en kup ene opreme, ki je stala dosti denarja in avtomatsko se je naredila selekcija, kdo dejansko lahko dela glasbo in kdo je ne more delati. Danes je pač tak, da en dober računalnik, slušalke ali pa eventualno še zvočniki zraven in lahko vsak šraufa. Kar pa ne pomeni, da je produkcija zaradi tega slaba ali pa ne spet, da je dobra. Poplava ene glasbe, ki pa pač nam, ki redno spremljamo, pač naredi en kup enega dela zaradi tega, ker je res ogromno odpada, če lahko se tako izrazim. Ne pomeni pa to, da v bistvu imamo zdaj računalnike, da delamo vse z njimi, da je to slabo. Da tudi na računalnik se znajo narediti, mislim, se dajo narediti dobri komadi in mislim, da to tudi ti mladi producenti, ki že turajo po celem svetu, dokazujejo. Torej recimo da ima lahko študent računalnik doma, pa recimo se osredotočimo na študente. Kar nekaj teh študentov, že dijakov, ki ti rekel šraufajo, kak je zdaj s tem? Mislim, se najde kaj pametnega med tem? Ja, sigurno. Ful se najde, v bistvu. Ogromno dobre, tudi slovenske produkcije. Jaz sam pač tudi zaradi radija in zaradi oddaje res dajem poudarek na tem, da se vrti slovenska produkcija domača, da se predstavijo ti mladi producenti, zaradi tega, ker ni lahko priti v svet, ni se lahko predstaviti. En kup zraven samo dobrega izdelka, en kup enega PR-ja, promocije, vest, če lahko tako rečem, da dejansko prideš ven, da prideš na tržišče, ker te potem vidijo tudi bookerji, menedžeri in vsi podobni. Tako da ja, imamo ogromno dobre glasbe, imamo slovenske, tudi mladih producentov, tudi še nepolnoletnih je ful. Pa se šteje recimo, da je mlad producent, da ne rola samo, da ni samo DJ, ampak da je producent. Se šteje to, da pač prijam nek festival ali pa da neki žurki rola, ali je tudi kvaliteta tista, ki šteje dosti krat, čeprav je poslušanost razen kajega SoundClouda bolj boga? Ja, dost je takih, ki so pač začeli producirati glasbo, pa niso vrteli, ampak preko slej se podajo v to zaradi tega, ker samega zaslužka v prodaji glasbe oziroma je, ampak je zelo mali. In pač preko slej vsi vidijo, da je pač treba tudi nastopati, da je treba in bolj logično, ki se ukvarjajo z elektronsko glasbo, začnejo vrteti ali pa izvajati live acte in podobno. Tako da je pa SoundCloud res eno tako orodje, ki ga recimo včasih nismo imeli, kjer ti lahko dostaviš svoj glasbeni izdelek zdaj nekomu na drugem koncu sveta. Se pravi, če prideš do tistih pravih naslovov, je zelo lahko priti. Mislim, zelo lahko je dostaviti svoj izdelek. Medtem ko včasih jaz se spomnim svoje prve izdelke, smo pekli na CD in si poslal in pol si vprašanje, če je prišlo to v prave roke, če je sploh kdo to poslušal in ne, danes pa vse vidiš, če nekdo si snel ta posnetek, tvoj ti odgovori in zelo hitro lahko prideš do releasa, se pravi do izdaje komada. Na brzaka ga lahko izdaš dejansko. Včeraj je bil še samo na tvojem računalniku, jutri je že lahko po celem svetu, se pravi v eni spletni trgovini, spletni prodajalni. Tako da ima svoje dobre strani, pa ima svoje slabe strani, se pravi ta doba interneta in doba računalnikov, software produkcije in tega. Vemo, da delaš na Valu 202, oddaja RH 202. Zakaj delaš oddaja? Povej. Oddajo delam, v bistvu je to že moja tretja oddaja. To malo kdo sploh ve. Začela sva z partnerjem bivšim
z Mike Walletom smo začela, to je 10 let nazaj na enem manjšem radiju, tukaj v Mariboru. Potem je nekaj časa bila pauza, mislim, da se je rekla Electronic Selection, tista, če se dobro spomnim, ampak dobro, ni omembe vrednosti, vseeno. V glavnem, zakaj delam oddajo? Oddajo delam predvsem zaradi ljubezni do glasbe, pa zaradi tega, ker na nek način bi rad to elektronsko glasbo približal tudi širši publiki, če lahko tako rečem. V bistvu, malo kdo ima možnost dostaviti glasbo na enem takem velikem radiju in zakaj ne bi dostavili dobre glasbe, se pravi, da ni nujno, da vse, kar je meni všeč, da je vsem všeč, ampak jaz se pač trudim čim bolj širok spekter zajeti elektronske glasbe in dostaviti širši publiki. In to je v bistvu to moje zadovoljstvo, no. Tu najdem jaz zadovoljstvo, da so ljudje srečni, da so ljudje veseli, zadovoljni s tem, kar slišijo in to je vse, kar rabim.